Mesta smo že nekaj časa gradili po meri človeka, nato pa zelo dolgo časa tudi po meri avtomobila. Jaz pa si želim, da bi se lahko recimo otroci v šolo vozili s kolesom in odrasli po opravkih prav tako s kolesom ali peš ali kako drugače. Razlogov za kolesarjenje je veliko in mislim, da so vsi pravilni. Jaz sicer v službo ne kolesarim zato, ker je to ceneje od avtomobila ali pa ker je to hitreje od mestnega avtobusa ali pa zato, ker kolo nikoli ne zamuja, vlak včasih tudi ne kolesarim zato, da bi shujšal, ali ker je to dobro za zdravje, ali ker je to dobro za kolena, ali ker bi me skrbela kakovost zraka. V službi kolesarim zato, ker v tej dobre pol ure preprosto pozabim na vse, včasih tudi na to, zakaj kolesarim, oziroma nikoli ne pozabim na smeh. Torej, najbolj kolesarim zato, ker me to spravlja v dobro voljo in mi nariše nasmeh na obrazu. Treba je razumeti, da ljudje izbiramo poti racionalno, ker je tako hitreje, udobneje, ceneje. In nesmiselno je opozarjati ljudi, naj se v službo ne vozijo sami z avtomobilom. Bistveno bolje je opozarjati oziroma govoriti o pozitivnih vidikih drugih oblik potovanja. Žal pa naša družba to pot v službo pa navadi interpretira kot izgubo časa. Ampak, če v službo kolesarim, se razgibam, če se v službo odpravim z vlakom, lahko berem, če se peljem z avtobusom, se družim. In to so ti pozitivni vidiki in mislim, da če zaposlene spodbujamo, naj vsaj enkrat na mesec spremenijo način potovanja in o tem poročajo, mislim, da smo že naredili dobro delo. Torej, ljudje bodo izbirali druge oblike potovanja, ko bodo te udobnejše, ko bom prišel naprimer na železniško postajo in ne bo treba skrbeti, kdaj vlak odpelje, ker vem, da bo odpeljal takrat, ko bom prišel na postajo. Enako velja tudi za kolesarsko infrastrukturo in predvsem za slovenska mesta si želim, da bi bilo bistveno več kolesarske infrastrukture, ki je vabljiva, ki torej preprosto vabi ljudi, da se usedejo na kolo in kolesarjenje potem postane tudi najudobnejša oblika potovanja po mestu in celo tudi najhitrejša. Podjetje pa lahko recimo tudi sama razmisli o nekaterih spodbudah, recimo omogočijo sposojo tovornega kolesa ali pa zgradijo dobro kolesarnico, kjer si lahko zaposleni tudi kolo napolnijo, ali pa morda ponudijo subvencijo, to lahko stori tudi država, subvencijo za nakup kolesa, e-kolesa, tovornega kolesa. Vse to so spodbude, pri katerih zaposleni oziroma vsak državljan pomisli, no morda pa bi to preizkusil, ampak v naši družbi imamo recimo subvencije za električna vozila, torej za avtomobile, kjer drugje se pa že ustavi in to bi bilo smiselno premisliti oziroma spremeniti. Vsekakor je slabo vzbujati slabo vest, recimo ljudem, ki se v avtomobilu vozijo sami. Bistveno bolje je komunicirati izboljšave oziroma pozitivne vidike drugačnih poti, ampak samo komuniciranje nikoli ni dovolj. Treba je tudi kaj zgraditi oziroma spremeniti na področju infrastrukture. Treba je zgraditi kolesarnico, zaposlenim omogočiti polnjenje teh koles. Treba je morda, če si zaposleni želijo dodati tuše, treba je razmisliti o drugih spodbudah, ki bi recimo zaposlene pripeljali do tega, da bi začeli kolesariti. Smiselno je, da komuniciramo tiste pozitivne vidike spremenjenega vedenja. Torej, nekaj smo naredili, to vam je na voljo, zdaj lahko uporabljate. Zgradili smo novo kolesarnico, namreč tudi v podjetju, kjer sem sam zaposlen, poznam ljudi, ki bi se v službo vozili z kolesom, jih pa skrbi, ki bi jih parkirali, in ker to pri nas ni urejeno, se preprosto v službo ne pripeljejo z kolesom. V takem primeru bi bilo treba zgraditi kolesarnico, kjer je mogoče kolesa tudi polniti in nato skomunicirati z zaposlenimi in to bi spremenilo vedenje.